ko očitno povsod, kjer se stikata morje in kopno, manjkata bistveni sestavini srečnih počitnic, vedrina in čudenje. Kar pa, če že govorimo o zlorabi lepote, ni povezano niti s cunamijem, niti življenjskim slogom temnopoltega kmeta in misleca Lakšmana Karunaratneja. Njegova hiša stoji med priobalno ravnico in visokim obalnim grebenom počrnelih skal, napol poraslih, napol ožganih od sonca in soli. Pomaknjena je v zatišje, čeprav se razbijanje večjih valov, ki se takoj za granitnim gričem spreminjajo v debele preproge pen, čuti kot rahel potres. In v zdravilno zamaknjenost, ki jo le redko kdaj oplazijo zvoki ponovnega dopustniškega zbujanja. Unava tuna se je obnavljala hitreje in z manj pomislekov kot večina drugih obalnih področij. Manj je govorila in se manj razburjala zaradi vladne uredbe o nezazidljivosti 100-metrskega obalnega pasu, čeprav je bila javna skrivnost, da hoče oblast prebivalce teh občutljivih območij, predvsem ribiče in drobne gostinske podjetnike, pregnati z obal za to, da bi plaže prodala hotelirskim multinacionalkam.